Za eno potnico na floridskem letališču se njen potovalni dan zaplete še preden vzleti. Kaj ne? 3 tedne, kaj ne? Tednov. Dvakratno zapravljeno. Toda ta viralni video je šele začetek. Pokazali vam bomo, kaj se je zgodilo, ko je morala posredovati policija. Udarila sem jih, monitorje, s svojim telefonom. Udarila sem vse monitorje s svojim telefonom. Odložite telefone. Odložite telefone. To je znotraj zločina, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Miller. Policija pravi, da je ta potnica brcnila uslužbenko na izhodu in povzročila škodo v višini več 100. In če mislite, da je bila v zaporu le eno noč, se je izkazalo, da je bila tam veliko dlje. Ne delaj tega, ne delaj tega. Ja, in zlomili so mi srce in uničili so moj let. To ni zločinno. Kako je prišlo do tega? Pojdimo nazaj. Je 14. avgust 2025. Smo v Orlandu na Floridi na mednarodnem letališču Orlando. Policisti orlandske policije so na poti do izhoda 125 zaradi domnevnega fizičnega napada. Imam odličen posnetek, kako ga je brcala, udarila in poškodovala. Super! Tudi njo imam tukaj noter. Ja, počakaj malo. Nazaj. Malo nazaj. To je ona, ko izstopa iz letala, vse do konca. Oh, imaš vse posneto. Vse sem posnel. Ja, samo sproščamo se na tleh. Želite podati prijavo? Poglejmo si podrobneje posnetek s telefona, prav? Na posnetku, ki je postal viralen, ta potnica popolnoma izgubi živce nad uslužbencem družbe Southwest na izhodu in njegovim računalniškim zaslonom. 3 ali 3 tedne. Nisem šel in se poročil s svojim bratom. To je napad. 3 tedne na mojem telesu, prav? 3 tedne, prav? 3 tedne. Sem popolnoma izčrpana. Popolnoma izčrpana, popolnoma. 3 igre. Kaj? Po 45 minutah, kaj? 3. Hotla sem reč! Je to šala? Zakudov! Pokličite policijo! Vaše varovanje je zanič. Zato bom poklicala policijo. Stojiš v vrsti. 1. Si v vrsti. Si v vrsti. Čeprav je obraz ženske na videoposnetku z mobilnega telefona, objavljenem na spletu, zamegljen, jo je orlandska policija identificirala kot 45-letno Salome Velez Rodriguez. Po navedbah policijskega poročila citiram: Srečala sem se z žrtvijo, ki je podala pisno in ustno izjavo pod prisego, v kateri je povedala, da je bila v postopku ponovnega vkrcanja na let. Velez je začela kričati in uporabljati kletvice. Prosili so jo, naj zapusti most za vkrcanje, vendar je blokirala vrata in preprečevala dostop do letala. Velez je na koncu sprostila pot in so jo prosili za identifikacijo, da bi preklicali njen let. Velez je postala besna, vzela svoj telefon in ga zamahnila proti žrtvi. Žrtev je bila udarjena po zapestju. Velez je nato udarila po računalniškem monitorju in tipkovnici ter jo poškodovala. Velez je nato brcnila žrtev v levo koleno in udarila še po drugem monitorju. Kaj pa je Salome tako razjezilo? No, bila je na letalu in morali so izstopiti zaradi vzdrževalne težave. Naš vodja je razbil 2 monitorja. Je imel. Nočno tablo zaradi njenega vedenja. Bila je na letu, ki je imel tehnično težavo in so se morali vrniti na letališče. Ko je vstopala na drugi let, se je razburila. Smo 94, smo 1012 z osebo. Dva monitorja pri izhodu 125. Kar se je zgodilo, je to, da sem imela živčni zlom, ker je to... Samo drži se na razdalji, niti treba priti blizu. Samo povej nam, kaj se je zgodilo. Zdaj se namit pojasnjuje, da njena frustracija v resnici izvira iz poskusa, da bi prišla domov, ker se sooča z nujnim družinskim primerom. Gre samo za mojo mamo. Gre za mojo mamo. Mama, Magrid!
Koliko si star? Stara je 75 let, Koliko si star? stara sem 46 let, V redu, lahko govoriš brez mame. Kaj se je zgodilo? ampak Si ga udaril? To se je zgodilo. Doživela sem živčni zlom, ker sem se na hodniku z mamo pogovarjala z nekoliko glasnejšim glasom. Tako je eden od fantov prišel do mene in začel kričati name, da ljudje ne rabijo poslušati mojega pogovora, ker sem Grkinja. V redu, ampak trenutno sem resnično frustrirana. Jemljem zdravila samo zato, ker moj brat umira. Kmalu ga bodo odklopili. Moram biti tam, ker ga bojo jutri odklopili. to ni moj problem, ni moja krivda. Kaj se je še zgodilo? Kaj se je še zgodilo? Da sem se razjezila in udarila po vseh računalnikih in vsem, ker sem jim rekla, v redu, prav, vrgli ste me z leta, v redu, to je popolno. Ampak dajte mi moj denar, da si lahko kupim drugo karto za drug let, prav? Ker ni moja napaka, da se je to zgodilo po 45 minutah. Vrnite se na MCO, ker je ena od pnevmatik poškodovana. Kaj pa potem, ko si udaril v monitorje? Kaj se je potem zgodilo? Nič se ni zgodilo, pokličem te. Nič se ne zgodi, tukaj sem. V redu, si razbil monitor. Kaj? Ja mislim, da sem ga, ker sem ga udarila s svojim telefonom. Tukaj. Pokliči. Koga si udaril s telefonom? Udarila sem jih monitorje s svojim telefonom. Udarila sem jih, vse monitorje. S svojim telefonom. In odložite telefone. Po navedbah iz policijskega poročila je bilo več videoposnetkov, ki so jih drugi potniki posneli z mobilnimi telefoni. Video je prikazoval, kako je Veles napadel žrtev in poškodoval lastnino. Kar se je zgodilo potem, je poželo aplavz drugih potnikov. Odložite telefone, poslali bomo to elektronsko pošto. Kaj? Ne upirajte se. Redo. Se vidimo kasneje. V naslednjih videoposnetkih tako je malo bolj udobno. Tako ti bo bolj udobno, v redu? In potem obrni tega na ta način. Nadaljuj z obračanjem. Tako, zdaj je prav. Zate bo bolj udobno. V redu. 20-10. 9. Prijetno ob 21. Nikoli nisem tega naredila. To moramo vzeti. To bomo... Moj vodja želi podati prijavo. Želim vložiti obtožbo. Nehaj se premikati. Hočeš? Želim vložiti obtožbo. Tudi jaz. V redu, nehaj se premikati. Nehaj se premikati, samo stani pri miru. Preblizu je. Nehaj. Nehaj. Ne delaj tega. Ne delaj tega. Ja, izlomili so mi srce in uničili so mi let. Ampak to ni kaznivo dejanje, ne? To ni kaznivo dejanje, kaj ne? To ni kaznivo dejanje. Da posegaš v življenja ljudi. To ni zločin. To ni zločin. Imaš osebni dokument, ustavi se, ne premikaj se. Samo izpust me. Ne premikaj se. Moramo se nehati premikati. V redu, nehaj. Imam svoja zdravila. Ema. Bog komare, to je težko. Ali imamo izjave druge strani? Ja. Imaš avto, kaj ne? Ti boš na nasprotni strani. Sin, v redu. Nisem ponosen. Ja, ne boš mogel priti. Sploh nisem ponosen. Ja, ampak zakaj me stiskaš? Si neposreden, boli me. Ampak boli me. Boli me, vlečeš me za lase. Ne upiram se. Ja, se. Hav. Upiram se. Prisilil si me, da sem se sklonila. Ker si v težavah. Tvoje roke so uklenjene in poskušaš se rešiti iz teh lisic.
V redu, moj odrednik bo pozdravil modrice. Oh ja, tukaj imamo dvigalo, imamo vse modrice, pojdi dol. Vse modrice. O, moj bog. Ali je tukaj spodaj dvigalo? Prav, pridi. Pridi. To je zeleni Toyota SUV. Kakšen je problem? Lahko hodim. Pusti me, da hodim normalno. Medtem ko mi še vedno obe stvari delaš. Ne upiram se. Rekla sem. Glejte, saj že vidite moje roke. Poškodovana sem. Ja, upam, da boš nehala, da boš fotografirala naboje, ki jih ustvarjaš. Ker trenutno se bom temu uprla. In ne delam nič narobe. Samo čakam. Selamaj Velez Rodriguez je bila obtožena napada, poškodovanja lastnine in upiranja uradni osebi brez uporabe nasilja. Policisti so v svojem poročilu zapisali, da je Selamid domnevno ves čas poskušala hoditi hitreje od policista in da je lahko čutil, kako se mu iztrga iz prijema. Večkrat je moral reči, naj se ustavi. Kako naj pridemo od tod ven? Ko da bi vrata ostala zaprta, stopi sem noter. Odpri jih. Nehaj me vleč, lahko nehaš. Nehaj, vlečeš me. Gremo, vlečeš me. Sem jebena zguba. Ti si zlorabljalec. Vsi vi ste zlorabljavci. Ti zlorabljalec. Nehaj. Razumeš? Nehaj me vleči, ne vlec me več. Razumeš? Odi počasi, če me še enkrat potegneš, greš na tla. Ja, vem, da to ni bil tisti, na katerega sem bila vajena. Ob avto. Pojdi do avta. Daj noge narazen. Ni težko, sam začni me vleči naokoli, mir bomo težale. Karen. Sirovo. Kar tam. Imaš kakšne informacije o njej? To je naš Armani ima vse. Razumem. Naj vzamem nekaj izjav. Mu lahko prineseš nekaj izjav? Ja, mislim, ker me ona vleče za sabo. Gospa, kaj? Ja. Rekel sem si, danes se to ne bo zgodilo. To je njeno. Ja, v redu, še ena je v moji torbi. Nisem vedel, da je to tam. Nihanje in udarjanje uma je kot tkanina. Udarila je tipa, to se jasno vidi na posnetku. Ko greš tja gor, prosim, pridobi ta posnetek.
Ne. Mobilni telefon. Potniki so prišli gor, dobili so ga in vidiš, kako gre. Bum, brca jih. Oh, res? Ja, brca. Torej ji očitajo fizični napad in poškodovanje tuje stvari. Trenutno je škode za približno 1200. Tega ti tako ali tako ne bi pustil vzeti, razen če si tega želi Armani. To je edino, kar mi pride na misel. Če si Marie to želi za trening ali da dobi več. Ja. Buenados. Res. 1, 2, 3. In tukaj so še knjižice o pravicah žrtev. V primeru, če res potrebujete. Tukaj imate 3, 4. Po policijskem poročilu je bila približna škoda $1000. Policija pravi, da je žrtev želela podati prijavo v imenu Southwest Airlines. Naslednjič bom naložil posnetek. Imajo njen posnetek. V redu, super. Grem po enega in vzamem 12. V redu. Ja, kul, imam njen osebni dokument in podobno. Ravno bom prodajal knjige. Ja, bom delal. So tu njene stvari. Ja, to je del tega, ja. Še vedno jo imajo tam spodaj pri izhodu. Ne, ona je pri avtu, ne vem, kje je Andi parkiral, zato prihajajo po mene, da lahko nesem te stvari dol. V redu. Ja. Parkiral je nekje na zavarovanem delu letališča, ampak tukaj se lahko zelo hitro izgubiš. No. Čakal sem, da pride ven tam, ker je zvenelo, kot da ste jo zgrešili, potem pa rekli, da jo imate, tako da so me verjetno samo prehiteli na drugem tramvaju. V redu. Mislim, da je šla tja in se potem vrnila nazaj. Ja, samo čakam na Chasea. Rekel je, da bo prišel in se vrnil. Drugo nadstropje, terminal 8, trak številka 5. On je tam spodaj. Koliko vem, jemlje izjave od vodij. Mislim, da imajo tukaj videoposnetke, tako da jim to posreduje. Ja. Nekje. Ja, morali bi imeti kamere, no, verjetno so vzeli mobilne telefone. Posneli so videoposnetke s telefonja. Mislim, da in pošilja poziv javnosti. Potrebujem vas tukaj noter. Tista ženska, mislila sem, da nas bo sovražila. O, moj sir. To je moja, hotela je udariti vse. To je to. O, moj bog. Ona je na tej dveh računalnikih. Neverjetno. Pred tem zunaj imamo poškodovanje tuje stvari. Ja, če lahko ugotovimo, koliko je škode, je to samo še ena dodatna obtožba, s katero jo bomo obtožili. Ker moramo samo vedeti, koliko bo stalo popravilo računalnikov. In to bomo dodali zraven. In prepričan sem, da računalniki niso poceni. Torej, še eno hujše kaznivo dejanje. Ja, so zelo. Ti ni človek. Ja, to vemo. To smo že vedeli, gospod. Tega nisem vedel. Ja, to smo vedeli, ja. Zdaj bom moral napisati izjavo. Enega od njih.
Eden od njih je težak, eden pa prihaja. A zveš, če prosijo goje, naj izda prepoved vstopa? Še ne. Imam nepremičnino v Južni Afriki, 5. 6 ali Miami. Ubili jo bomo. Potrebujemo, da Goa vseeno pride, ker je bil eden od računalnikov njihov, torej so morali. Salome Velez Rodriguez ne bi ujela naslednjega poleta nazaj v Chicago. Namesto tega so jo odpeljali v zapor okrožja Orange in ji prepovedali vstop na mednarodno letališče Orlando. In spet, naslednji dan ni smela oditi, kot smo videli v drugih podobnih primerih. Spletni sodni zapisi kažejo, da je ostala v zaporu okrožja Orange več kot mesec dni, dokler ni bila 30. septembra 2025 izpuščena na podlagi osebnega jamstva, potem ko je domnevno plačala varščino v višini $5,000. Domnevno ji je bilo dovoljeno zapustiti Florido in se vrniti domov v Illinois. Spletni sodni zapisi razkrivajo, da je bil primer Salome Velez Rodriguez preusmerjen v program preusmeritve pred sojenjem in je bil primer začasno ustavljen, kar pomeni, da je odložen do izida njenega uspešnega zaključka programa. Če ga uspešno zaključi, bi lahko bile obtožbe proti njej zavržene. Hvala, ker ste se nam pridružili v tej epizodi Inside the Crime. Sem Elizabeth Miller in se vidimo spet v ponedeljek z novim primerom.